Ajla, danes je en tak poseben dan, ker sem jaz zelo vesela, zaradi tega, ker sva se z Albertom odločila, da bova končno naredila spet eno delavnico v živo. To je uspešna komunikacija z najstniki. In to vam moram zdaj zaupati, kakor kava skrivnost, noben mu bo vedeti. Jaz sem taka, da pač težko zadržujem stvari dolg časa in pač ta predavanja v živo in delavnice mi res manjkajo. Pač to me je najbolj ranilo v moja čustva, da se več ne vidimo v živo. Ne? Tako da ta delavnica uspešna komunikacija z najstniki, ki je bila, to veste, tudi tisti, ki ste bili najbolj iskana, je najbolj zaželena delavnica za starše. Dvodnevna je, družimo se dolg časa, dobimo nove prijatelje, ful dobro, tako prav vesela sem. Ampak ne bom govorila danes o tej delavnici več, govorila bom v bistvu bolj o tem, kaj se zgodi z našimi najstniki, da postanejo uporniški, da postanejo apatični, da postanejo agresivni, včasih tudi nasilni. In govorila bom o tem, a smo mi otrokom kritik, to se pravi, smo mi starši otrokom kritik, ali smo njihova kreativna družba. To je zelo pomembno vprašanje. In kakšna je razlika med kritikom in kreativno družbo? Vam bom povedala en primer, ki se je zgodil v naši družini, ko so bili otroci najstniki. Jaz sem zelo občutljiva na to, kakšna je kuhinja, ko pridem domov, že celo življenje. Meni je pomembno, kuhinja mi je tako kot eno srce doma, pač noter imamo veliko mizo in tam se dobivamo in pač se imamo fajn, tudi rešujemo stiske, ampak to je zame srce, duša našega doma in mi je res pomemben, da pač je za silo pospravljena. No, in enkrat sva prišla z Albertom domov z enega predavanja, to je veliko let nazaj, ker zdaj so najini otroci že odrasli. In jaz sem imela to navado, da vedno napišem message, čez 1 uro bova doma. To se mi je zdelo nekako fair. Da pač jih obvestiš, da oni lahko pač zadostijo pričakovanjem staršev. Takrat pa sva šla z tega predavanja in mislim, da sva bila v Kopru, da je bilo pač tako luštanje bilo, pa sva se še malo sprehodila ob morju in jaz sem pozabila. Ko sva prišla domov in sva stopila v kuhinjo, je bilo tako, kot da bi ne bomba padla, ampak raketa pristala v kuhinji in je meni sam tako. In starš kritik bi naredil to, da bi začel noreti. To se pravi, to ne pomeni, da jaz nikoli nisem norela, ampak v tem primeru nisem. Ne? Skratka, začel bi vpiti, kritizirati, se jeziti, groziti, pač kazal bi svojo nemoč na razne načine in temu jaz rečem starš, ki vzgaja s kritiko. V tistem trenutku pa sem jaz lahko zbrala dovolj moči, da sem potegnila to silo nazaj vase in sem rekla otrokom, a veste kaj, samo zdi se vam, da sem prišla domov. V resnici me sploh ne vidite. Pravzaprav sem samo glas, ki vam je prišel povedati, da pride mami čez 1 uro. In sem se obrnila in sem srečala Alberta na stopnicah in sem rekla, pelj me prosim na 1 pivo. In sva šla na pivo in ko sva prišla domov, je bila kuhinja pospravljena, vsi smo ostali povezani, smejali smo se in s tem sem jaz otrokom pokazala, da se da kakšne težave, kakšne stiske, kakšna globoko ranljiva občutenja prebroditi tudi na neke druge načine. To se pravi s humorjem, z iznajdljivostjo, s tem, da znamo počakati in tako naprej. Torej, prvo vprašanje za vas je, a ste starš kritik, a ste otrokova ustvarjalna, kreativna družba. Ker morate nekaj vedeti, vsak človek ima v sebi brezmejno veliko, neomejeno veliko ustvarjalnosti. In ko smo mi otrokova kreativna družba, v bistvu mu to ustvarjalnost odpiramo, mu dajemo možnost, da jo on razvija.
Ko smo starš kritik, otroku dajemo sporočilo, da nikoli ni dovolj dober, dajemo mu sporočilo, da ga ne slišimo in dajemo mu sporočilo, da ni ok takšen, kot je. In tak najstnik bo postal uporniški ali pa apatičen. In to uporništvo ali pa apatija se potem izraža z nekimi vedenji, ki nam niso všeč. To se pravi, lahko je to agresija, lahko je to nasilje, lahko je to ležanje in gledanje v strop, ali pa preprosto zabijanje časa na igricah, recimo, ker pač ni nič drugega, kjer bi se otrok lahko umiril, ker ne ve v bistvu, kaj sploh pomeni stik s sabo. In ja, zdaj bom še enkrat ponovila, najstnik v resnici potrebuje odrasle starše. To se pravi, da se mi obnašamo odraslo, da ne razvijamo nekih svojih, ne kažemo nekih svojih otroških neizživetih sanj in velikokrat se ujamemo na te njihove provokacije, ker niso vedno provokacije. Najstnik rab starše, ki slišijo. To se pravi starše, ki znajo poslušati tudi najbolj nore stvari, brez da bi vam padli, brez da bi komentirali in ne vem kaj počeli. Najstnik potrebuje starše, ki znajo počakati. To se pravi, ko najstnik dobi idejo, da mi opazujemo, kljub temu, da se nam zdi nespametno, neumno, da bo trošil čas, da ne vem kaj, da znamo čakati in opazovati, kako bo to idejo razvil in kaj se bo preko napak ob razvijanju te ideje naučil. So potrpežljivost. Najstnik potrebuje starše, ki se zna ustaviti. To pomeni, da ko najstnik izbruhne svojo jezo, svojo žalostjo, svojimi čustvi, ki jih je ogromno teh čustev, da mi znamo stati in ta čustva držati, brez da še sami pademo noter. To pomeni, da znamo vzpostaviti pri najstniku, da ga znamo učiti, kako vzpostaviti ravnotežje med razumom in čustvi. To sta dva različna področja, ki najstniku delata 100 na uro. Tako res noro je to. In ja, zdaj sem naštela zelo veliko enih stvari, ki so v bistvu težke. Na nek način so težke. Zakaj? Težke so zaradi tega, ker mi prihajamo v odnos z našim otrokom iz neke družine. In v tej družini so nas vzgajali, imeli smo tudi najstništvo, imeli smo svoje potrebe, imeli smo svoje nezadovoljene potrebe, ful enih obljub, ki smo si jih dali, jaz pa ne bom tak z mojim otrokom, jaz bom pa mojim otrokom to, to se pa ne sme, to se pa lahko, to se pravi vzorci, ki jih prinesemo, prepričanja, ki jih prinesemo in pričakovanja, moj otrok zmore več, moj otrok je lahko odličen, moj otrok bo doktor znanosti, moj otrok bo... To je vse tisto, kar nas ovira in kar mi moramo znati spreminjati, moramo znati prepoznati, se zavedati in najti nove poti. In ker za to ni recepta, pač jaz vam ne morem napisati recepta, ki bi veljal za vse vas enako. Žal, ker če bi ga znala, bi bilo to super, jaz bi imela malo dela pa veliko denarja. Če bi izumila tak recept. Ampak ker smo mi tako različni, to ne gre. Ker ima vsak neko svoje osebno potovanje, to ne gre. Ampak kar pa lahko naredim, pač skupaj z Albertom to delava, pa je, da vam pomagava uzavestiti te vzorce, ta prepričanja, ta pričakovanja, da vam pomagava v resnici uzavestiti, kdo vaš otrok v resnici je in kdo ste vi. In to delamo na delavnici Uspešna komunikacija z najstniki. In s pomočjo tega ozaveščanja vi postanete odrasli starši, postanete starši, ki znajo poslušati najstnika, ki se znajo z njim pohecati, postanete starši, ki znate tudi preživeti z njim čas, ki se imate z njim fajn, ker ta čas je nujno potreben. A veste, mi samo zahtevamo ves čas, samo pritiskamo ves čas. Tisti trenutki, ki se imamo pa fajn, so pa skoraj zginali iz našega življenja. In na koncu se zgodi to, da najstnik sploh noče več biti z nami, zato ker smo toliko zateženi. In dejansko, če bi sami sebe pogledali, smo zateženi. Tako da, ja, ta delavnica Uspešna komunikacija z najstniki, ki traja od petka do nedelje,
je zlata vredna delavnica. Dejansko je zlata vredna delavnica. Jaz vem, zaradi tega, ker na tej delavnici sva imela že preko 500 staršev in sporočila, ki jih kasneje dobivava od njih, so res čudovita. Tako da, prosim, vzemite si čas, vredno je in pridite na to delavnico. Upam, da jih bo še več. Upam, da se bo ta zgodila, da ne bojo kakšni novi ukrepi, ampak ta delavnica bo v živo na Duplici pri Kamniku in imeli se bomo zelo fino. Mogoče vas je strah, če vas je strah, je to čisto ok. Mene bi bilo tudi. Ampak na teh delavnicah se imamo zmer super in dobimo nove prijatelje in dobimo nove zgodbe in smo med ljudmi, s katerimi se počutimo dobro. Zato, ker imamo občutek, da nismo neki zelo, zelo zašuštrali z našimi otroki, ker nismo. Starši, ki ste se pripravljeni učiti, ste starši, ki vas bodo otroci najbolj spoštovali, ko bodo odrastli. To vam pa povem iz lastne izkušnje. Prijavite se. Čau. Aja, še to, vse veste, a ne? Prijavite se, ker skupaj delamo lepši svet.